Čin. Čin. Ko rečeš kava, čaj, je kava bolj ali manj pričakovana. Ja. Za vsak slučaj imamo pa ene par šipkovih vreč čaja. Zdaj, če se pa zaveš, da so ljudje, ki pa jim je čaj enako pomemben ali bolj pomemben kot kava in da obstaja več vrst čajev in da zelenega čaja ne preliješ z isto vodo kot črni čaj ali kjerkoli drug čaj, z isto temperaturo vode, hočem reči. Potem je pa ta detajl nekaj, na kar ga je biti smiselno pozoren, ker imaš poslovnega partnerja, stranko, kavo ali čaj in potem začneš sestanek z nekim, kot da bi listek iz mitnice mu zmečkal pa mu ga vrgel skozi okno noter. In recimo te stvari so me včasih malo obremenjevale ali sem se z njimi ukvarjal, a sem jaz zdaj preveč picajzlast, a jaz probam neke stvari preveč komplicirati. Včasih sem kompliciral stvari. Ampak še vedno, če se vrnem nazaj, zakaj sem to delal? Nisem hotel nobene dominance, nisem hotel več vedeti o čajih kot do drug, nisem hotel, da je predpražnik pred vhodom v poslovno zgradbo poravnan. Ker nekdo je pometal, pa ga je dvignil, pospravil, potem ga je pa pljasnil nazaj in je ostal tako. Mislim, pa ni nobenih fame, fikcije, da morajo biti linije v nulo, delč od tega. Ampak enostavno, ko priješ nekam in je nekaj na pol, se drugače stvari začnejo. Še vedno gre lahko super naprej, ampak je nek ta emocionalni bančni račun, nekaj se z njega potegne in se to porabi za nekaj brezveznega. Včasih se nam stvari zgodi, ko ne grejo stvari po planu, dajmo takrat tisti kapital, ki ga imamo drug med drugim porabljati, da rešimo te stvari ali da jih dvignemo na naslednji nivo vizavi šlamparije, če bi rekel. Ne, jaz mislim, da to ni nekonstruktivna perfekcija ali pa ta gold plating ali pa to, kar je v bistvu procrastinating na nek način. Ja. Jaz mislim, da to je tvoja značilnost pozornosti na te stvari je očitno zavestno ali očitno zelo zavestno tudi usmerjena na to, zato ker veš, kakšne riple to na površini vse okoli to pušča. Kar mene bolj fascinira je, to pa res, odkje ti energija za vse te detajle v življenju. Mislim, jaz jo imam omejeno končno mnogo. Lahko se posvetim tej stvari. Vidva s Heidi se posvečata vsemu in to na takem nivoju napolno, da to jaz ne morem verjeti. Ne vem, če se bi strinjal. Zdaj, ja, se niti da se strinjaš, ampak tako je. Ne vem, če jaz mislim, da je tako. Ampak se pravi, zdaj vedno imaš nek omejen nabor stvari, ki jih imaš lahko v fokusu. Zdaj, za ženske pravi, da jih imajo lahko več v paraleli, moški manj. A je one at a time, pa potem to nekako rotiraš. Če sta dva v nekem tandemu, tako kot jaz vidim ženo, Heidi v nekem mojem tandemu, se pravi, če je človek rojen kot ptica z enim krilom in zato, da bi letel, rabi drugo krilo, mi da sva to nekako dejansko vizualizirala, da sva drugmu drugo krilo. Zdaj, ne samo drugo krilo, ki je eno krilo, drugo krilo in je zdaj ta frekvenca mahanja, ampak da so te frekvence nekako usklajene. Ne? Zdaj, če dva ali tim, dva sta tudi na neke vrste tim, če dva nekaj delata, je multiplikator stvari, ki jih lahko naredita enormen. Se pravi, ni 1+1, Dar je naredil, Matej je naredil, ali pa Dar je naredil, Heidi je naredila, ampak če dva delata, je iz 1 včasih 4. Mogoče tukaj je percepcija, da mi dva večjim stvarem dajeva pozornost. Ja, tudi jaz iz lastne izkušnje povem, midva z Alenko nisva najbolj neaktivna človeka, ker aktivno živiva svoje življenje. Ampak tukaj tudi podrazno, jaz imam problem skrbeti, da je hladilnik normalno založen. Pri vas je vedno vse. To je je treco, vsi dodatki, to.
že to, da nekdo skrbi, da je vedno vse, ti ne moreš imeti 100.000 kumaric, da ti jih nikoli ne zmanjka. Se pravi, moraš imeti in stalno nečesa zmanjkuje. In to je ena stvar, samo to. Potlej, da je koliko otrokom posvečata energije. Jaz rečem Žanu, zdaj si 18, zdaj počasi treba da svoje, nekaj suportaj še, ampak jaz dobesedno ne zmorem, ne najdem tega časa, ne vem, dobro, verjetno, če bi s tabo pol, kot sem že prej omenil, enega Elona Muska, jaz verjetno ena sekunda njegovega življenja bi mene pokopala pri njegovem tempu, ampak tudi vajen tempo bi me, ne vem, po drugi strani, a to pomeni, tako kot je pa ta moj učitelj za karate rekel, ki je bil očitno neko podobno vlogo, kot je tudi tale tvoj za košarko, da za neke stvari najdeš čas v času. Kdo rekel, nimam časa. Najdeš čas v času. To se mi zdi ena taka umetnost življenja, da za tiste stvari, ki so pomembne, najdeš čas v času, s tem, da diapazon pomembnih pri vama je toliko ogromen, da mi je res impresioniran. Ja, težko to komentiraš, ampak ja. Ampak recimo en del stvari, ki kdo skrbi za nabavo? Ravno to sem hotel odpreti, zanimivo, da ima isti trigger. Se pravi, en del stvari, ki v krogu ljudi, ki ga jaz poznam, velikim ljudem povzročajo probleme, je improviziranje na segmentu, ki se pri nas doma ne improvizira, izključno zaradi tega, ker ima Heidi tak mindset in tak organizacijo. Se pravi, pri nas shopping, nakupovanje, če hočeš čičerike, fižola, mleka je na istem statusu. Ja. Seveda pol pa greš mimo kakšne kmetije, ki vidiš nek lep kos pršuta, to ni v istem kategoriji. Ampak se pravi, Heidi ima že leta, desetletja in to je enostavno nekak delitev dela. Se pravi, ni zdaj jaz to, ti to v tem smislu, ampak tukaj ima ona absolutni talent in organizacijo. Ko se nekaj porabi, se to na nek način ali napiše ali inicira. Zdaj, če porabiš mleko, daš kar klik, bomo eno pauzo naredili. Se pravi, če se nekaj porabi, se da na listek, če se porabi nekaj specifičnega, ki je, ne vem, 3-voltna ploščata baterija, ki jo ne boš dal 3-voltna baterija, pa bomo pa pol ure ali pa 1 uro pogovarjali, kje je tanka, debela, se tam nekaj odreže in se da tja zraven tistega listka. Ne? In to je nek inbox, ki se potem procesira, ki ga ima Heidi čez, kaj je za v lokalno trgovino najbližjo, kaj je za weekly bigger shopping in tako naprej. In to super funkcionira. In mislim, da tudi otroci so zdaj ta sistem na nek način prevzeli. In je praktično za stvari, ki so banalne, to, da imaš mleko, jogurt, karkoli hočem, je v hladilniku, to je banalno. Pa če ga ni, je to issue, je to problem. Ja. In zdaj, če te probleme, potencialne probleme, povezane z WC papirjem, mlekom, ne vem, karkoli ima, daš na stran in ti to ne črpa nobene energije medsebojnega odnosa, potem imaš mogoče čas za par drugih stvari. Potem se lahko sred tedna zezaš z kuhanjem neke veganske večerje, kjer rabiš popolnoma drugačne stvari, kot jih imaš v hladilniku. Jaz tudi funkcioniram na listke, pa ti povem, da to ni tako enostaven, tako da ko mi čakam, da se še s Heidi tukaj usedem. Perfekt. Ker to je magika, ne. To se, ne vem, mogoče se pa da samo z perfektno organizacijo to rešiti, ampak pustimo to za top. Ja, tako, ja. Ne, na kar sem hotel, sem mogoče vseeno nazaj skočiti, košarka, potem se bom pa nehal s košarko ukvarjati, razen mogoče z The Cage-om. Ampak milijon fantov začne košarko trenirati. Ampak ti si dejansko košarko resno igral v neki reprezentanci, ali jaz ne vem, pravzaprav nisem nikoli se posvečal temu, kakšen nivo tvoje košarke je bil
takrat, ko si bil najbolj ti on the peak, kar se košarke tiče? Kaj? Reprezentanca ali en klub? Ali... Eno je klubski nivo, se pravi, najprej imaš neke starostne kategorije, pa imaš potem znotraj tega boljše klube, bolj organizirane, močnejše, kjer lahko boljšo selekcijo delajo, pa imaš potem vaške klube, se pravi, jaz prihajam iz vaškega kluba, Logatec, kjer pač se nas je kjer se nekako generacijsko se športi dogajajo. Ne. Takrat v mojem času je bilo bolj neka kolobarjanje med nogometom, košarko, pa da ne bom smučanjem, recimo skoki in neke te stvari, ki so bile tam v kontekstu prostora, jih je bilo možno razvijati, zdaj prihaja še odbojka. In se pravi, za šport, za košarko rabiš neko kritično maso. In jaz sem imel to srečo, da v moji generaciji, takrat moji prijatelji, mi smo bili vsi za ta en šport. Smo imeli dovolj kritično maso. Recimo ena šola, ena ekipa, to je bilo pri nas. V Ljubljani imaš 5 šol, 7 šol, ena ekipa. In ko smo mi hodili na ta neka potem ven z Logatca tekmovanja, smo se srečevali z sredinami, kjer je bilo izmed teh, ki smo bili mi, zbranih par, pa še ene take skupine zbranih par in so... Ampak mi smo bili dosti trmasti in žilavi in smo že tem osnovna šola športu pravzaprav delali probleme tistim, ki so imeli boljše selekcionirane. To je meni dal priliko, da sem pravzaprav sploh prišel na nek radar, ker drugače, kdo bo šel v Logatec gledati tam par mandelcev, enega Klavžarja brez veze. In sem se igralo neko medšolsko prvenstvo, ki je bilo za cel nivo Slovenije takrat, kjer so bile vse najboljše ekipe, Logatec je bil ena od teh, mislim, da 4, če se ne motim. In takrat so bili ljudje, ki so gledali, kdo bi pa bil za nas zanimiv. In takrat so bili ena iz Slovana, takrat je bil nek scout, se danes reče, takrat sekretar kluba, ki je to me gledal in je imel seveda informacijo že prej, zato ker me je po tekmi ustavil, poiskal in je rekel, če bi me lahko peljal domov in da bi rad govoril z mojimi starši. Se pravi, on ni za mene gledal eno tekmo, ampak je imel neko sliko o meni, ga jaz peljem domov in v dnevni sobi, jaz sem ta pa ta, vaš sin me zanima, da bi igral za naš klub v Ljubljani, v Slovanu. In kaj pa to pomeni zdaj? Mislim, da moja starša je bolj skrbela, bo treba kaj plačati. On je rekel, ne, mi bi ga pač, zdaj gre v gimnazijo, on bi se zdaj preselil v Ljubljano, mi skrbimo za hrano, stanovanje, neke te osnovne stvari, takrat se to ni plačevalo, kot se danes. Ampak minimum, da si ti lahko to, da si funkcioniral stran od družine. In a bi ti to rad? Jaz bi rad. Imamo malo joka, ki je take narave, še ne ve niti, kaj bi rekel in smo bili zmenjeni. In čez, ne vem, ko se je začela gimnazija, sem se preselil v Ljubljano, spakiral stvari in takrat pravzaprav prvi letnik srednje šole je bil zame tudi move out on your own. In od takrat naprej sem jaz funkcioniral. Ko bi ugasnil zvok, bi ti tlele pustili tak slab občutek. To je to. Veš, to, kako si se počutil na sestanku, ne? Tipično je, kaj se je zgodilo, kdo je kaj rekel, kaj je next action, blablabla. Kako si se počutil na sestanku, ko si zdaj dobro novico ali pa slabo novico moral nekomu sporočiti, ne? Ne vem, fajn, naslednjič probaj v enem trenutku, daj si nek signal, nek marker, da boš rekel, how do I feel? Dejansko, ob vsemu, kar se dogaja, ob vseh reklamah, kako se jaz počutim. In karkoli je, imaš potem podvprašanje zakaj. Itak. In iz tega se, če to delamo, se najhitreje učimo. Iz knjige imaš ta proces, kjer prebereš, razumeš, se strinjaš, je logično, potem to ponotranjanje, potem pride pa ta egzekucija. En moj coach je rekel, če eno knjigo, če ima neko idejo, nekaj, kar ti je relevantno, nam je relevantno, če popolnoma, karikiram, se naučiš na pamet, si na 10%, da boš to delal. Ker potem je
tvoj pristop temu, tvoj commitment, da boš to delal. Failed situacija, pa ponoviti mogoče ne 5krat, ampak ponoviti 15krat. Čeprav v knjigi piše, you can fail, failing is ok, bla, 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 bla. Ampak ko ti failaš, če si investiral nekaj, pa si izgubil, fail 10 more times. Pa reči, če imam, a bom dal še enkrat, če nimam, a bom šel iskat, da bom to naredil za nek posel, speljati, neko poslovno idejo razviti, karkoli že. Mene je to fasciniralo, ker ljudje rečejo, sej poznam, a pa sem prebral, poznam to knjigo, dobra knjiga. Kje pa je kaj od tega? Kje pa je First Things First, 7 Habits. Večina ljudi poznamo knjigo, dobra knjiga. First Things First, kje smo zdaj pri tem? Ja, ok, ampak zdaj je pa drugačni dan. Se pravi, te stvari, ki jih preberemo, se učimo, poslušamo, danes imaš na YouTubeu enormen potencial, podcasti, bla, bla, bla. Kaj pol vzeti, pa dejansko speljati in komu dati commitment razen sebi, da bom to naredil, da bom to speljal. Reči na glas, če bo prišel na to, ali mi že snemamo? Ker škoda tega pogovora, ker to je... Ja, se, malo tišine, da ne bo šlo vse v nič. Zdaj smo dali uno. Nazaj sliko. To je, ko nekaj preber, mislim, in pri tem ti, spet sva pri tem zavedanju, ne, ko ti nekaj prebereš, šele veš, v resnici. Pol moraš pa ti še hoteti to živeti. Najprej ti mora rezonirati. Ja, najprej ti mora rezonirati, tako. Ja. Pol, mislim, najprej veš, pa ti mora rezonirati, pa moraš hoteti to tudi implementirati, pol rabiš pa še zavedanje, ker ne bo cel življenje ti fokus omogočen sam na to in se ti zgodi. Zato sem jaz tukaj jezen, takrat sam nase, ker smo imeli tisti prvi pogovor z unimi iz ambientov, ne? Pripravo, misliš? Ja, tako in je gospod mi malo na žulj stopil, jaz sem bil malo v slabi koži, zadnje 2 dni, 3 slabe izkušnje na to temo in mi je brst ven šel, po katerem sem se slabo počutil on in jaz. Ne? In hvala Bogu, takih primerov v življenju, malo kaj ta zavedanje treniram, imam zmer manj. Se pa zgodijo, ne? In ravno zato sem tistega pol se še s tabo pogovarjal, pa sem ga hotel zavestiti, da se ne bi. Ne? Ja, in zdaj, če bi rekel, ok, kaj sem rekel, kaj se je zgodil, je en nivo. Ugasneva ton, nismo vsi za vse. Normalno je, da včasih z nekom ne moramo, ti boš imel goste zdaj. Bottom line je, da človek ni nič slabega hotel. Ne glede na to, kaj je rekel, človek ni nič slabega hotel. Prej bi rekel ali nevtralno ali pa kaj dobrega. Moja reakcija je bila pa v bistvu točno taka, kakršno si ne bi želel, da bi bila. Zdaj imate, če gledam, arhitekti imate nek labeling. Arhitekti hočejo po svoje, pa nimajo pojma, kako se to naredi. Se pravi, to je in general perception. Zdaj ne, si se s kom o tem že pogovarjal, ne. Recimo, ko smo montirali tisti drog za jadro, če bi ti slišal v backstageu tega Davida, ne? Mislim, da je super dečko. Ja, seveda. Iskreno. Ampak, ko je on razlagal zdaj situacijo, ne vem, kje je delo, neke bazene, pa gor, pa dol. Se pravi, nekaj se je sprojektiral, morje, senca ni faktor, to bomo že kako, senca pa v enem delu leta je pa huge factor. Ja. Če si ti na nekem bazenu, kjer je ob 2-40 stopinj, pa imaš, ne vem, in potem zdaj, ok, to so reševali z jadri in kako so ga pravzaprav v glavo zajebavali. On je mislil, da so ga v glavo zajebavali. Zdaj,
ali nekdo prije z rešitvijo, on je meni rekel, ali nekdo prije z rešitvijo reče, glej, cak, to je narisan, nared, prevzam odgovornost, če hočeš, za ceno. Je. Če smo pa v nekem Dialogu. poje pa, to mi ni všeč, to mi je bolj všeč argument, ki ga težko ljudje, ki morajo v praksi pol nekaj narediti, prevzamejo kot relevantnega. Je. Ker ko rečeš, to mi ni všeč, se je to slišalo kot... Kada je to moja kaprica, Kaj da je to- ne to. pa da je to Ja. moj know-how. Točno to. Ja. In tukaj ta delikatnost, kako Ja. arhitekti komunicirate, ne zato, ker meni paše, pa moj ego, pa moj Ja. signature na tem, ampak kje je zadaj so barva zelena v zelenem, civa v zelenem. Tle so neka pravila, če si to študiral, če imaš to jasno, imaš pozicijo. Če je ono, bo dale vole šareno, je bi ga, to je stvar okusa. Vidno stvar okusa. Ok, jaz zdaj snimam. Ok, good. Ja, super. Mislim, se škoda, da se mi je zdaj po pauzi vračati na prejšnjo temo, ki se lahko tudi še dotaknemo, ampak ta je, ta, ki smo se zdajle lotila, mi je zelo zanimiva, ker Tebe je postavilo v fokus. ne zato, ker mene postavlja v fokus, ampak ker dejansko se malo zavedamo, koliko vpliva imajo naša mikrodejanja na celo naše življenje, celo počutje, od tiste sekunde, trenutka, dneva, ure, tedna, leta. In kako se to nalaga v življenju, v resnici. Ne? To je tista knjigica, kjer ga volka hraniš. Saj bi mogoče banalno rekel, pa dobro, zdaj mi je tlele nekdo zatežil, da sem narobe brisačo obesil, ali pa sem jaz nekomu nekaj zatežil, sej kaj. A ne, pač, zdaj sem se slabo počutil, slabe volje sem prišel, pa sem to iz sebe vrgel, pa sem se spucal. Ne, ampak v resnici se pa ta mini občutki, kot si prej rekel, ko se zvok ugasne, kaj nam pušča, se to naklada noter. In to so pa ti medsebojni odnosi, ki jih bodi si zastrupljaš ali pa razstrupljaš. Absolutno. Oboje, mislim, zastrupljanje se dostikrat dogaja bolj niti ne aktivno, bolj pasivno, nezavedno, ker nas življenje ni sama igra, ne, so kar preizkušnje in nas to postavlja in nam pol to zavedanje pade in se hočemo stresiti tega. Ne. Ampak koliko je to zavedanje, ne pri sama odločitev, da tega ne bomo počeli, pol pa rabiš zavedanje, da tega tudi, ko si v slabi koži, ne počneš. Ja. Koliko je to pomembno. Ne. In če vse tiste mogoče poskuse, ki so bili s dobrim namenom, pa se niso realizirali, pa da reči, to pa jaz ne morem, ali pa to pa jaz ne znam, ali pa to nisem jaz. Največkrat rečemo, to nisem jaz. Ja. In s tem se popolnoma pravzaprav postavimo v pozicijo, da tega ne bomo nikoli delali. Ne. Ja, če pomisliš, pa smo spet pri spremembah. Pa smo spet pri spremembah. Ne. Ja, ker ko se pa v tako pozicijo postaviš, to nisem jaz, tega ne bom delal, je pa tako, da bi se vkopal, zabetoniral nekam, ne? Pol pa kakršenkoli vreme bom in tebe prihajal, ti boš skozi na istem mestu zabetoniral. Ja, s tem praktično podpišeš, delo bom tako, kot nočem, da delam. Ja, ampak po drugi strani je pa spet nekaj pa stalno delati preko sebe. Ne? Recimo, da je nekdo introvert, Okay. da bo skozi, zdaj pa rekel, ok, to nisem jaz, ampak zdaj se bom pa jaz silil v neke družbe, v neke zabave, v neke to, vsakeč ga bo pil, neki delal pa skozi preko sebe, ali pa če je nekdo, to, ki ni kazanč razlagala, please me,
please you, a ne, zdaj bom pa jaz nekaj drugega, je pa spet dilema. Se pravi, v bistvu je dilema tukaj, ne vem, si bral Štoparski vodnik po galaksiji. Ok, nima veze. V glavnem, so situacije, ko je ženska pozabi doma torbico in pol jo pozabi in reče, ne bom šla zdaj nazaj in pol se ji zgodi nekaj in gotovi, morala biti nazaj torbico. In pol drugič, spet pozabi torbico in reče, zdaj sem se pa nekaj naučila, zdaj grem pa nazaj po torbico in se spet zgodi neko sranje, nekaj slabega in pol iz tega se naučiš samo to, da so situacije, ko greš nazaj po torbico, pa so situacije, ko ne greš. In zdaj tukaj, kdaj iti prek sebe, pa se evolvati, nekaj delati na sebi, se spreminjati, kaj pa ni tisto, da bi prek sebe hodil, ker boš pa sebe ubil v bistvu noter. Jaz mislim, da nikoli prek sebe. Zdaj, kako to? A isto besede, zdaj, kaj misliva, kako to govorim, ampak v trenutku, ko greš prek sebe, pomeni, da to nisi ti. Ampak ta isti izraz si prej uporabil. Na ta način bi se lahko na mrski izgovoril, da neke spremembe ne narediš, ne bom hodil prek sebe, ne bom to... Se pravi, mi potem racionaliziramo in z izrazi, ki smo jih navajeni, brez da sploh o njih razmišljamo, damo neke nalepke na naše uspešne ali pa včasih neuspešne stvari. Ok. Zdaj pa skočiva nazaj. V bistvu me zanima ta tvoja epizoda. Ti si šel v gimnazijo, treniral to košarko, še vedno me zanima, kjer nivo je bil to tisti, ki je bil to tvoj pik? In kaj se je pol zgodilo, da se pravi, greš nekam do vrhunca? Kaj se pol zgodi, da to nehaš? Mislim, glej, imaš... A je to bila ta epizoda z firmo? To je bil definitivno en del, to je če na hitro povzameva zdaj. Jaz sem živel, se pravi, srednja šola, osnovno šolo, Cak. Prvič v doma. 2 potovalki, greš v neko stanovanje. Najprej sem si delil to stanovanje z enim precej starejšim. Govorimo zdaj, če sem jaz bil, ne vem, 14-15, je bil ta 20+, kar je velika razlika. In kaj fantje, ki 20+ počnejo, pa 10+, recimo. In mene, ko sem prvič, ker bo ti sprit sem, pa boš prišel na tekmo, pa sem v končni fazi prišel v 2 po noč domov, v ta stanovanje, ki sva si ga delila. Meni bo to onako, da mi bo svet se mi je vrtel in da bom v 2 po noč, ponedeljek, torek, ne vem, sred tedna domov. In sem rekel, jaz to ne bom, mislim, to bo mene pokopalo. Jaz sem šel nazaj, ta klub, jaz to ne morem. Ne. Dobro, ti bomo našli drugo sobo. In skratka, potem sem začel sam živeti, gimnazija, rutina, ne vem, en trening pred šolo, šola, neki pojest, trening in tako naprej. Tako kot zdaj Kim trenira. Recimo, tako kot zdaj Kim trenira. S tem, da zdaj je to na klubskem nivoju organizirano. Takrat sem pa jaz imel enega sošolca, prijatelja Grogata, dragega meni, ki je pač mi pomagal žoge vračati, ker klub je bil na drugem koncu Ljubljane, na Kodeljevem, jaz sem bil za Bežigradom in to ni bilo pač najbolj enostavno. Zdaj, v tem času ti je edina slika, moja slika je, ko si otrok, pa pol malo to najstniško zgodbo prideš. To je moje življenje. Moje življenje je košarka, zato živim, šolo bom nekaj zraven naredil za to, da pač, ker moram... Kaj si delal v gimnazijo? Ja, Bežigradska. V glavnem, šola in vse ostalo je bilo pač drugotnega pomena. Ne bom to zdaj ugasnil, ampak ne hodim v šolo zato, da bom zdravnik, odvetnik, nekaj. Hodim v šolo zato, ker moram, da lahko košarko igram. Okay. Tako živiš in potem pride faks in realnost se ti pa kljub vsemu nekako cima ven. Realnost pomeni,
kje si po kakovosti, a si znotraj nekega sistema, ali si izven nekega sistema. V športu je nažalost preveč teh subjektivnih odločitev, od okusa trenerja, a si komu stopil kdaj na kakšen žulj, do ozadij staršev, sponzorji, menedžerji, vse, danes je to še bolj. A si v nekem mainstreamu, v katerem boš lahko probal spet, ali si izven tega. In zdaj, če si nobody, no background, nobenega sponzorja, nimaš nobenega sponzorja v kateremkoli smislu, potem moraš biti ekstremno predispozicioniran z nečim. V košarki je to lahko višina, lahko je pa drugih stvari. Drugače se ti ta kariera lahko zelo obrne v tem prestopu, ko si mladincev član in tako naprej. Skratka, jaz sem bil glede tega, najprej sem sanjal, da bom igral v Ameriki, potem sem postal bolj realen in nikoli pa nisem tega košarke izklapljal do trenutka, ko, če se vrnem, košarka mi je dala, živiš v Ljubljani, imaš neko stanovanje, sobo, neko prehrano, za ta ekstra pa takrat ni bilo, na tem nivoju, ki sem jaz igral, ni bilo denarja. Slovenska reprezentanca, kadetska stvari, to ni zdaj Luka Dončića ne bo več, to ni zdaj vrhunski nivo, ampak to je bil nek, rekel, srednji nivo tega basketa. Igraš ga pa profesionalno, ker je ta lestvice so velike tukaj. In zdaj iščeš jobe, ki najprej sem vzel vse, kar je bilo najbolj plačan, pa sem videl, da to ne gre, kad sva se v začetku pogovarjala, potem sem iskal posle ob tem, se pravi, šolanju, pa pol kasneje faksu, ker sem jih lahko delal, kadar sem hotel. Recimo, delal sem za en časopis, statistiko, word count. Se pravi, število takih in drugačnih besed, meni so dali katere besede, sentiment, karkoli so iskali in sem delal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. In počrtval tiste besede fizično na časopisu. Se pravi, to je bil zdaj nek trenutno tekst analytics, karkoli se to imenuje. Recimo, to sem lahko delal, kadar sem hotel. Imel sem toliko strani v tem času in to sem lahko delal zvečer po treningu, zjutraj, če sem vstal, kadarkoli mi je pasalo. En od jobov, ki je prišel, je bil pa za voziti en službeni avto, ko bo nek poslovni obisk, direktor ima goste in mora biti z njimi, fokusiran na njih, rab šoferja. In vem, da je bilo takrat pogoj, da imaš kravato, srajco, obleko, tepna koža, business fit, od katerega mislim, da sem imel verjetno, srajco sem imel, pa spodnje perilo, vse ostalo sem si sposodil od mojih prijateljev dobrih, ki so bili na maturanskem plesu, jaz nisem bil na maturanskem plesu in sem si sposodil obleko, kravato, vse te stvari. In sem šel tja in dobil posel, da vozim dva direktorja iz ene ameriške firme 3 dni. In zdaj večerja, kosili, proslavljanje, poslovni razgovor in tako naprej. Da tega prav dolgo razen če boš kaj konkretno vprašal, razlagam. Ko sem jih peljal na zadnji dan na letališče, sta hotela z mano se pogovarjati. Kdo sem, kaj sem. To si bil, koliko si bil takrat star? 20 plus, kakšno leto. Zdaj, glavna epizoda tega je bila, da sem en večer, ko smo se vračali iz poslovne večerje v Podvinu, kjer je bilo zelo veselo, kar se tiče števila buteljk in tako naprej, sem jih odložil v hotelu in zdaj spet, ko sva pri tem, ko slišiš in čutiš, ne, takrat mi je nekaj reklo, se pravi, gresta iz hotela Union, se pravi, nimaš kam naprej, tromostove obrneš in si rekel, bom še malo počakal. In v tem, ko sem jaz okleval, bi počakal, ne bi počakal, sta ona dva prišla nazaj ven z hotela in sta šla še malo v nightlife. Meni je bilo takrat, Jesus, ona dva sta že zdaj komi zase vedela, zdaj gresta pa še v nightlife. In jaz sem avto parkiral, tako sem ga pač imel zadolženega in sem ju
sledil, kam sta šla. In sta šla, takrat je bil Babylon, nek nočni klub. Ja. Noter. Jaz z mojim budžetom takrat nisem bil pripravljen, hotel plačati te vstopnine, ampak sem jih zunaj čakal, da sta ona prišla ven. In to zdaj govorimo, da smo mi pa very early in the morning, se pravi zelo zjutraj. In ona dva ven, na katerem planetu, v kateri državi sva. Skratka, jaz sem jo zdaj spravil nazaj v hotel, vsakega v svojo sobo. In ko sta končala obisk, sem jih peljal na letališče, sta rekla, da ne grem z njima na eno pijačo. In mi tam kokta, kava, karkoli že na Brniku, me sprašujeta, adijo, in čez en teden, 10 dni cca, me ponovno to podjetje kliče in pravi, naj se oglasim. To podjetje, ki me je takrat najel prek študenta. Najel prek študenta, ok. Ja. In sem rekel, rabim spet obleko, pa kravato, pa te stvari. Ne, samo pogovor. Skratka, k direktorju tega podjetja, kaj sem se zdaj pogovarjal z tema dvema. Nimam pojma, kaj se, nič posebnega. Skratka, bla, na long story short, da na mizo telefax, na katerem ona dva preko njih mene vabta, da pridem v Heidelberg na neko poletno interim pripravniško delo, karkoli že. Jasno, njemu ni bilo jasno, imam enega, ki vozi avto, pa ga hočejo zdaj. Skratka, zdaj pa, a iti ali ne, kaj bom tam delal? Noben mi ni znal od teh lokalnih ljudi nič svetovati, povedati. Za koliko časa imaš? To je bil vse nek ping-pong. Skratka, ok, jaz sem rekel, jaz bom spakiral, bom šel tja in bomo videli, kaj bo. In zdaj pridem domov, grem v Nemčijo, če si zdaj povzamem ta pogovor s staršem. Kam greš, grem v Nemčijo. Kaj boš tam delal, ne vem. Koliko časa boš ostal, ne vem, največ 2 meseca. Kaj boš... Skratka, jaz sem šel nekam, kar mi je bilo popolnoma neznano. In pa si s tem problem? Ti? Ne, ali sam mislim, problem je bil, če bi jaz bil starš, pa bi to moj otrok rekel, grem nekam, ne vem zakaj, pa ne vem, kaj bom delal, bi imel problem. Ampak takrat ni bilo interneta, ni bilo faksa, zdaj nekako se je moralo to prelomiti, ali greš ali pa ne greš. In imel sem zdaj nekaj našparanega svojega denarja, imel sem eno Diano, prastaro, in mama je nakuhala za, po moje, ne vem koliko tednov hrane, je 100 Diano in 80 na uro v Heidelberg, v Nemčijo. In tam me počakajo in so mi rekli, da tukaj imaš apartma, več kot, zdaj mogoče sem malo zdaj številke pomešal, ampak recimo, da je bilo v moji glavi več kot 400 mark na teden pač ne moramo dati, to je pač po nekih pravilih tukaj. Meni 400 mark, wow, jaz sem imel 1000 mark vsega prešparanega. Na teden. Kaj bom jaz moral za 400 mark delati? Kaj bom tle z mano počel? Ampak cela zgodba je bila, da sem jaz bil tam 2,5 meseca vstal in sem rotiral po različnih oddelkih, zaslužil kot počitniško delo, vmes igral basket z Američani tam v Heidelbergu, v eni bazi, ki je bila ta vojaška. In sem se potem vrnil in s tem sem pravzaprav iz tega, da je bil meni fokus košarka, spoznal nek drug svet, ki je pa softverska industrija, analitika, podatki, stvari, o katerih nisem imel pojma. In pol z nekimi koraki, oni so praktično meni takrat intervjujali in skenirali in profilirali, karkoli že hočeš. Sem potem začel za to firmo delati, mislim, da v nekem relativno kratkem obdobju. Iz Slovenije? Takrat je Jugoslavija razpadala, se pravi, govorimo leta 1999, karkoli že. In sem tukaj štartal subsidiary ali podružnico te ameriške firme. Z 2-man band, 3-man band, na koncu nas je bilo v nekem trenutku 60 in smo delali to Adriatic regijo, kot smo imenovali, ki je bilo v principu bivša Jugoslavija plus Albanija. Ne. Tako da, če bi rekel, zdaj moja športna pot je potem ta, in zdaj spet, zato sem bil hvaležen. In ker sem bil za to priliko hvaležen, me je zanimalo absolutno vse. In sem praktično bil 24 ur na dan v učenju. Se pravi, nisem
delal uro, se učil nekaj, ampak sem začel živeti ta življenje. Jaz sem bil tako hvaležen za to priložnost in sem začel to živeti in sem potem, ne vem, srkal, se učil, hodil levo, delal absolutne neumnosti v tem poslovnem smislu. In tako sem se tudi začel učiti, kaj je prodaja in kaj ni prodaja. Nažalost sem se začel učiti, kaj ni prodaja, oziroma kako se naj ne prodaja. Tudi zato danes razmišljam, kako bi lahko s tem, kar zdaj počnem, ljudem pomagal, kaj nekaj ni, predvsem z vidika prodaje, se naučiti dosti zgodaj in kako tisto, kar je, kako prodajati, če si v tem vrednostnem sistemu, iz katerega jaz izhajam, pravzaprav odpreti si pot za kjerkoli kariero, ne glede to, kaj delaš, ali si arhitekt, ali si zdravnik, ali si odvetnik, ali si prodajalec, ki prodaja zato, ker pač nekdo mora tudi prodajati. Si rekel, da si se začel učiti, kaj prodaja ni, ali v glavnem. A to je bila taka doktrina v firmi, pa si pol... Ne, enostavno te porine v nekaj in delaš tako, kot misliš, da vsi delajo in delaš tako, kot drugi, pa šele ugotoviš, da se tako ne dela. Če si profi v tem. Ja. In si spet zdaj, če si pri eni stvari, karkoli delaš, delaj na polno, poglej, kako drugi delajo. Ni zdaj prav narobe, ampak kaj je na tvoj, moj vrednostni sistem. Ja, kaj te prezonira, način dela. Točno to. Če smo ljudje v teh kategorijah, givers, takers, pa matchers, se pravi, zdaj, če imamo to za slovensko publiko, tisti, ki dajajo, tisti, ki jemljajo, pa tisti, ki bojo dali, če bojo dobili. Quid pro quo. Ja. Se pravi, generalno, če smo 3 skupine ljudi, če je prodajalec iz skupine teh, ki hočejo jemati, bo prodal ne glede na to, kaj se bo s tem zgodilo, ne glede na posledice. Če si pa na drugi strani človek, ki želiš dajati, pa si v vlogi prodaje, potem boš pa prodajo tretiral drugače. Ti bo pomembno, kako se nekdo počuti, a je dobil to, kar želi dobiti, a je lestvica izmenjave primerna ali ni primerna in tako naprej. In zato mislim, da je prodajanje česarkoli, risanja hiše, načrtovanja hiše ali pa avtomobila zelo časten posel, zelo pomemben posel, če ga jemlješ kot časten in pomemben posel. Če ga pa jemlješ kot posel, ki je za barabe, sam kdo bo koga nategnil, potem se pa to tudi dogaja in to v resnici se dogaja. In to je v bistvu, da bi pa kar skočil čez, to je v bistvu skačeva. Pa vse v redu, vse to je še boljše. To je v bistvu to, kar ti zdaj, pa ti nastopaš v življenju ljudeh kot en učitelj, na katerega naletijo tako ali drugače, ali ga firma najame, ali ga srečajo, tako kot si prej v tem kolegu pred. Ampak to je to, kar pa zdaj ti delaš kot coach. Se pravi, to je ta del tvojega posla, pa menedžerstva, pa vsega, kar ti je najbolj rezoniralo, kar se ti je najbolj dotaknilo. In zato zdaj to coachaš, tako si predstavljam. Ja, se pravi, zdaj, za coacha se mi zdi, da najbolj smešno se mi zdi, ko so fantje 20 nekaj preberejo, nekaj vidijo in pol so že kar zdaj bojo kar life coachi. Tukaj je pa to pa res izhaja iz tebe, kakor smo se do zdaj pogovarjali o vseh teh temah. Se pravi, zdaj imamo to paralelo košarka, ki je mene učila za življenje, vsaj jaz tako danes gledam, da sem padel v neko profesionalno življenje, softverske korporacije, zelo uspešne, v kateri nisem imel pojma in sem moral nekako splavati, ker sem dostikrat iskal tudi te moje vzorce razmišljanja iz košarke. In kot direktor te regijske firme sem delal to 24 let. In pol trenutek, ko sem, če bo prišla od tega, zakaj in tako naprej, to zamenjal in hotel postati coach. Zakaj si zamenjal? Absolutno. No, me to zanima, ker zdaj... zakaj si zamenjal?
Ker jaz se spomnim tega trenutka. Mi smo že takrat snovali hišo, ti si bil noter na polno, tako kot si vedno vsem na polno. A jaz sem bil v tej firmi sem bil jaz na polno. Ja, Absolutno na polno. Absolutno na polno. ja, To, kar je ljudi vse ene presenečalo, da sem jaz bil na polno v 24. letu, oziroma 24 let pa nekaj, ko sem vzel ta sabbatical, ne vem, kako se to v slovenščini reče, ja. ne plačan dopust, rečemo, Ja. da bo poenostavljeno. Se pravi, jaz sem bil eno, da si ti na polno na začetku, da si na polno vsake toliko časa, ampak jaz sem bil vsako leto na polno, zato ker sem bil hvaležen za to službo, za to priliko in sem praktično, ne vem, kako bi to razložil sploh, na nek naravni način sem se regeneriral in ker v tem korporativnem svetu je karkoli dosežeš, je plus nekaj, nikoli ni minus nekaj. Se pravi, več pomeni večje pričakovanje glede prihodkov, zato rabiš več ljudi, rabiš več strank, bla, bla, bla. Rast, skratka, rast, ki je edini motiv. In zdaj, ko si toliko časa v tem in ti to ni težko in te ne dolgočas, ker sem vedno najdel eno drugo dimenzijo, kako bi lahko nekaj drugače delali. S strankami, interno, interno v mojem timu, ki sem ga jaz vodil, korporativno in bla, bla. Enkrat smo šli z družbo poročne priče, malo smo se pomešali k enemu vinarju, ki je imel ob tem, da se degustira vino, hrana in tako naprej, je imel pač neko točko večera. In tam je bil Zijad Sokolović, ki je imel to monodramo, če si to, sva to že govorila, Kabare. Ne, nisem. Long story, priporočam absolutno. Se pravi, Kabare. Okay. cela zgodba je po skrajšani, poenostavljeni verziji, se on sprašuje, zakaj življenje nima polčasa. Vse jaz sem jo tako slišal, mogoče kdo drug sliši kakšne druge segmente. Se pravi, zakaj življenje nima polčasa? Vse stvari, ki jih počnemo, imajo nek time out, imajo neko kontrolno. Avto servisiraš najprej na 3 leta, pa na 1 let, ampak imaš tam nek checkpoint. Karkoli praktično počnemo, ima nekaj, se ustavimo, pogledamo, pomirimo, vse je ok, gremo naprej. Življenje pa nima nobene planirane pauze. In on skozi ta zelo humoren način odigra fantastično, meni je to ostalo v glavi. Bože, zašto život nema polovreme? In to, ko smo imeli mi neke žurke doma, prijatelji, takrat je to meni prišlo ven, kar reče, in vino veritas, nekaj me je to vedno sprovociralo, da zakaj življenje nima polčasa in kako se ustaviti, in to je zdaj ena nit. Potem pa pride druga nit v kraju, kjer živim, sta dva čudovita fanta, Uroš pa Boris, kolesarja. In takrat jaz sem malo kolesaril, zato bolj z tega, ker smo hodili na Dansko, tam veter piha, košarke ne moreš igrati, ker ti žogo odpihne na drugo stran, kolo pa bom malo probal, ker greš za 14 dni, 3 tedne, malo neke aktivne počitnice in tako. In en maj, ali mislim, da je bil 1. maj, ona dva organizirata kolesarjenje, pripravo sta imela za eno dirko okrog Slovenije, DOS se imenuje, in povabita nas sovaščane, če se komu ljub, eno zanko sta delala 12 ur, da prideš 1, 2, 3 furce z njima, odpeleš, malo družbe, malo tako. In jaz sem tudi, grem jaz z njima, v nekem delu dneva. Prvi krog ok, to je 25 km, drugi krog še ok, tretji krog so oni malo previli tiste tempo in jaz zaustanem in me čakajo, kar pejte, ne, če smo skupaj štartali, bomo skupaj končali, ta prav odnos. Skratka, pridemo v cilja, ok, zame, jaz sem zadovoljen zaključil, 3x25 ali 20. To ni tako slabo. Ni slabo, ampak jaz sem bil mrtev, ona dva sta imela pa še 12 krogov ali pa 10 krogov narediti. In zvečer ob 7 ta nek sponzor, bomo malo pica, nekaj častimo, da se zahvalimo za to trening, za to dirko.
In jaz sem rekel, 12 ur kolesarta, cel dan, od 7 zjutraj do 7 zvečer, meni to ne gre v glavo. To, da pa ona dva to delata samo zdaj za pripravo za eno dirko, kjer bosta pa 1200 plus kilometrov noč in dan gonila, to je bilo pa ono. In takrat sem jaz v nekem kontekstu kotu rekel, če bi jaz lahko 12 ur na kolesu sedel, bi bil pa Jack. Zame. Ne v primerjavi z Urošem, z Borisom, z 1000krat boljšimi kolesarji, ampak samo zaradi mojega mentalnega stanja. Ker če sem razmišljal, da če se usedeš v avtobus pa rečeš, zdaj bo pa 4 ure vožnja, je to že wow. Let overseas, v Ameriko 10 ur, wow, kjer lahko staneš, dobiš za jesti, za piti, kolesarski sedež 12 ur, doesn't connect, ni zdaj čisto to. In to je mene dejansko začelo preganjati. To je bilo meni mentalni sklop, ko reče zdaj, vidim, da ljudje lahko, piše vse, dokazano je, da lahko, kako bi jaz to lahko. A to v smislu te preganjali, da nekaj zmoreš, ali je bil to sam izgovor, da rabiš en motiv, da se nečesa lotiš? Niti ti ne znam povedati, niti sam sebi ne znam razložiti, ampak glavna dimenzija, ki jaz vidim, da je to mene klukalo, da je to mene, kako bi rekel. Mislim, ker si predstavljam tebe kot človeka, tako kot te poznam, če te je to zagrabilo, si predstavljam, da te je se pravi, trgal. Ja, pa nisem bil za tega nervozen, ampak enostavno, zakaj če bi se jaz, ker ko imaš izkušnjo, recimo, da voziš kolo, karkoli, prvih 20 minut ali pa prvo uro ali pa prvih 30 km, takrat te nekaj boli, običajno, povprečju, gledam, ne izjeme. Takrat te nekaj boli že med vožnjo, po enih kilometrih, potem te boli, a so to noge, ta zadnja plat, karkoli že. Zdaj pa 1 uro ali pa 30 km dvigati na 12 ur. To ni zdaj 12 x 1 ura, ampak to je prva bolečina v riti, pa še malo zraven. Pa na to dodaš še nekaj, pa na to, se pravi, kako to funkcionira. In kako lahko ljudje, ker pravijo vse je v glavi, kako lahko ljudje v glavi te stvari rešujejo. In jaz sem enostavno probal ta eksperiment na sebi narediti. Kar je pomenilo, da sem začel več kolesariti, da sem hotel na naslednjem treningu z njima pelati se 12 krogov, ne pa 2 kroga. V končni fazi je bila neka taka preskok iz tega, zakaj življenje nima polčasa, pa a bi jaz šel na to dirko, ki sta jo ona dva, takrat, ko sem si z njima spoznal, dirkala. In kot te dve stvari dan skupaj, življenje nima polčasa, kaj če si bi jaz vzel polčas, ki ni polčas, glede na leta, kdaj sem to delal, niti teoretično, ampak kaj če bi jaz... Ali pa je. Ampak kaj če bi jaz to probal narediti in zdaj vedno rabiš, ko narediš korak, da te nekdo še malo potegne, ali pa da ti malo spodrsne, ali pa da te nekaj. Takrat je eno teh 2 Uroš, moj prijatelj zdaj, ki je drugače solo vozil, je zaradi otroka, ki ga je dobil v tem času priprav in treningov in tako naprej, rekel, da solo ne bo, bi pa dvojke, in jaz sem bil za dvojke zainteresiran. In tako sem jaz potem vzel sabbatical, vzel neplačen dopust, se pripravljal za to dirko z Urošem, vsak sam, in so potem funny enough je to leto v zadnjem trenutku bila dirka odpovedana. Aha. Jaz sem pa skozi ta treniranje, se pravi, govorimo o treningih, so bili, dirka je bila planirana za sredino maja 2016, jaz sem pa potem, ko sem imel ta dopust, s svojim šefom se pogovarjal, najprej, zakaj sploh to hočemo, je bilo tema, se pravi, direktor, imaš regijo, hoče, da postaneš še večji direktor in naenkrat ti rečeš, jaz bi 6 mesecev dopusta. That's not the game you play in the corporate world, če nisi Musk ali pa nekdo tak, ki si to lahko privošči.
Skratka, Pa ne boš, to je že drug mindset, ker jaz verjamem, da so bili začudeni, da sploh po moje noben ni mogel razumeti tega. Ne. Ti si zdaj to spremembo tudi tako omenil, no, in pa sem se odločil in tako, ampak to se meni zdi kljub samo ogromen korak, ne. To je nekaj, kar je še ena stvar, kar jaz mislim, da je fenomenalno, da je človek sposoben eno tak life change narediti. Ampak ti si kot mlad to firmo tle ustanovil na njihovo željo, recimo, postavil na noge, z vsem dedicationom pelal. Kot da bi bila moja firma. Tako, dobesedno, tako kot tudi, ko smo se pogovarjali, ko si bil še v njej, sem jaz nekaj časa rabil, da sem ugotovil, da to ni tvoja firma, DOO, tako kot sem jaz svojega naredil, ampak da to nekaj drugega. Ne? In si zdaj v tem pogovoru tako menil, in pa sem se odločil, ker pustiti bom že na dos. To je ogromna sprememba. Ne? Mislim, takrat iskreno nisem, ker ta firma je bila meni vse, ta firma je bila meni življenje. Se pravi, nisem razmišljal, da bi šel iz te firme ven. Hotel sem pa ta polčas. Zdaj polčas, kot veva, iti za en teden ali pa za 3 tedne dopust, ni polčas, če veš, da te naprej, se pravi, da ne bo nobenega, kako bomo spremenili igro zdaj v drugem polovici. In se pravi, takrat sem želel pol leta tega neplačenega dopusta. Trigger je bil, zakaj takrat in točno januarja, ne pa je bil tak kolesarjenje, ki je imel pa spet drug mentalni sklop, mentalni challenge, kako lahko človek sedi na enem klinčevem zidu ure in ure in ure in še vedno je normalen. Se mi zdi, da to je pa tak moška značilnost. Mi si damo nek izziv. Ženske imajo veliko manj tega na ta način, že skoraj tako malo trapastne. Moški si zadamo neki to. Mogoče je to teorija zdaj povezano z leti, druga puberteta, whatever že je. Mislim, karkoli je. Tudi ženske vozijo, by the way, te dirke. To ja, ampak tako, po mojih izkušnjah si ne dajo takih challengev, da to zmoremo. Moški rabimo več teh potrditev, kaj zmoremo, se mi zdi. Ženskam je itak jasno, da zmorejo. Moški se moramo pa potrebovati. Zdaj, kako se to sliši, da so zdaj eni za navzven, pri tebi verjamem, da je bilo pa za navznoter. In tudi pri meni je dostikrat kakšna stvar čisto za navznoter. Mene je bolj strah, da koliko je prišlo tega, da bo to dirka, da jaz tega ne bom zmogel. In na leta in cel kontekst, vremenske razmere, ki so takrat bile, bolj zaradi tega, da ne bom razočaral mojega sotekmovalca in cele ekipe. Lahko še kakšno besedo pa rečeva, ker je spet ekipni šport. Kolesarjenje imamo vsi za neko tako vztrajnostno kolesarjenje, brez ekipe, kjer skrbijo zate praktično na vseh frontah, je to nemogoče. Ne?